Tale bo dobra. Evo, smo se zbrali. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes v svoji družbi hvaležno pozdravljam nadvse zanimive ženske z različnimi poslanstvi, z različnimi pogledi na ta svet. Vse se bomo pogovarjali ne kot tiste z različnimi titulami, čeprav imam ob sebi verjetno naslednjo Slovenko leta, pa pustimo zdaj titule, ampak predvsem ženske, ki imajo izkušnje, ki so modre in ki bodo svoje mnenje podelile brez filtrov in sicer z veliko samozavesti, ker to enostavno, kar so in na to so ponosne in cenijo. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Darja Furek, poznavalka metafizične umetnosti in naravne medicine, ki nam je skuhala Angeliko. Hvala lepa. Veseljem. Špela Miroševič, psihoterapeutka in biopsihologinja, tudi kandidatka za Slovenko leta, in Karmen Osovnikar, podjetnica in tista, od katere smo se veliko naučili. Zanimive stvari. Všeč mi je tvoja nefiltrirana surovost. Hvala lepa. Ja. Tako da pa še Štajerka, bravo, Kepca. Ti si tudi Slovenka leta, ja, tako da, evo. Današnja tema je, koliko se ženske žrtvujemo, koliko kompromisiramo same sebe, ali je to za partnerja, ali za otroka, ali za službo, ali kakorkoli pač že. In bi začela mogoče čisto s to naravo ženske. Darja, ti to dobro poznaš. Narava ženske je take, da se razdaja, da daja, ker ima te kapacitete v tem smislu. Kako je tukaj mogoče v starih zapisih, kako je danes, ko to primerjaš? Ja, to je zanimivo, ne? Kot si rekla, to je naša narava, da dajemo ljubezen, poskrbeti. Ne? Ampak recimo ti zapisi, če gremo na zdravo žensko, ali pa nezdravo žensko energijo, ali pa princip, ne? Je pa tako, imamo zdravo žensko energijo, ki zna postaviti meje med drugim, ki zna sprejemati ravno tako kot dajati. Na drugi strani je pa nezdrava ženska energija, ne, ki lahko pade v vlogo žrtve in žrtvovanja. In taka ženska se žrtvuje in daje in se zmuči do konca. Ne. V Akademiji za naravno pot sem najprej podelila eno zgodbico o peki palačink, ne. Mama, ki peče palačinke vsak dan svojim otrokom, svojemu možu, in ona seveda speče, ponudi te palačinke in dan za dnem ostane sama pa brez. In na koncu je zmatrana in nima več energije in ne more nahraniti niti svojega moža, niti svojih otrok. In torej, kaj je naredila s tem žrtvovanjem? In tako da tista zdrava ženska energija poskrbi zase in si najprej speče palačinko, da ima energijo, da lahko poskrbi še za druge. En ful lep slovenski pregovor je, da iz praznega vrča ne moreš drugim nalivati. To je to. Ampak tle nas vrže na se pravi, moraš biti sebičen. In to se mi zdi, da je verjetno zaradi krščanstva zelo ne? V tem smislu, da ne smeš. Kako sama dojameš to? Ja, jaz mislim, da smo ženske danes, sploh mlajše ženske, no večkrat v konfliktu same sabo. Včasih v družinah je bilo tako, da moški glava družine, ženska skrbela za otroke, za gospodinjstvo, ampak takrat ženske niso delale. Exactly. In je vprašanje, če smo si naredili uslugo s tem, ne? Danes je pa v bistvu ženska želi delati, ženske smo sposobne, imamo pač drugo moč, druge poglede in lahko veliko doprinesemo k družbi. Žal pa se še v nekaterih družinah in tudi nekako ženske same od sebe tudi imamo ta občutek, da moramo in poskrbeti za otroke in za gospodinjstvo in za vse, ampak polka se to sešteje, je pa res na koncu vsega preveč. Ne? In potem se ženska izprazne in na koncu je v bistvu družina ne funkcionira. Mislim, jaz sama vem, da sem imela kar precej teh izzivov v tem smislu, kje je meja, da si predpražnik, v tem smislu že na koncu, pa kje je ona meja, koliko je bilo pri tebi, Karmen, v tem smislu. Zdaj, danes vem, imaš postavljeno, v tem smislu si postavljena, ne, ja, dotle ne, ampak... Ja, sigurno, no, ko si pač ti mlajši, pač normalno, tako smo rekli, si ti naučen, da pač ženska pač
kao mora kuhati, no jaz nisem nikoli, ampak pustimo zato, ker sem pač imela restauracijo. Ampak ja, vem, da sem naprimer se držala nazaj, naprimer sem pač bila z možem toliko skupaj ali pa partnerjem in se nisem posvečala toliko sebi, kot se zdaj sama sebi posvečam, ne? Ker zdaj sem res samo jaz, edina tista in se res posvečam sebi, delam na sebi, na svoji karieri, na svoji uspešnosti, na svoji prepoznavnosti in na teh stvarih, ne? Ker ko bil moški, normalno si z njim, ne, in se posvečaš bolj njemu, no, vse jaz sem tako delala, no, in mi je on pomenil takrat vse, bil moje življenje in sem mogoče malo sebe zanemarjala, no, to sem rekla, da tega več nikoli ne bi naredila, da prvo sem jaz, ne, ker če imaš sebe rad, potem imaš lahko tudi druge rad, jaz pravim, ne, da zdaj prvo sem jaz, potem pa vse drugo, no. Zanemarjanje same sebe. Kaj pa, če bi mogla razmišljati v tem smislu, da to so, ne vem, različna obdobja, recimo? Ne vem, predstavljam si, da ne vem, jaz, ko sem imela res, unga dojenčka, pa ni takrat na mesto, da bom jaz zdaj razmišljala o, ne vem, vikendu, frej, da bom, ne vem, misliš, da je to bolj po obdobjih, ali je to nekaj, kar bi mogli imeti ves čas v sebi, v smislu svojo hrbtenico, videti, gledati se iz življenja, ni črno-belo? Točno to. To je po obdobjih in ne smemo pozabiti, da smo ženske ciklične. In da imamo ta cikel vsak mesec in da čez nas tečejo različne energije. In ni tu samo arhetip mame, ki daje in skrbi. Je tudi arhetip dekleta, arhetip mage, arhetip modre ženske. Ne? In ko gremo, recimo, zdaj točno opazujem sama sebe, recimo, sem tik po menstruaciji, ne, modra ženska se zapre vase, lepo, ne, odmeditira, se prečisti in pol ta prvi teden, ko pride, smo pa ful usmerjene navzven. Damo več nase, kako izgledamo, se oblačimo, tako bolj fizična ta narava, tudi malo bolj moška energija pride do izraza, ne, in takrat si vzamemo več časa zase. Ko pride pa drug teden, pa arhetip mame, ne, potem pa mama pa daje. Ne, in tu se je potrebno vprašati, zdaj, kje je tista meja, dokode, ker ko mama nesebično daje in je povezana s stebrom in vesoljem in energijo in pripeta v bistvu na mrežo energije, takrat mama lahko črpa to energijo in nesebično daje in če ne pričakuje nekje podzavestno nazaj, se ne bo izčrpala, bo lahko dajala. To se mi zdi, da je tako briljantno. Jaz sem tudi svojemu razložila, sem rekla, un čaj, ki mi ga boš pripravil, takrat, ko imam menstruacijo, ali pa takrat, ko sem v drugem tednu cikla, bo vreden 1 milijon, bo vreden pa 1 evro. Bod podjetnik. Se pravi, da se zavedaš cikličnosti v tem smislu. Absolutno. Z naravnimi cikli, ki se povežemo s sabo, in se zavedamo bolj svojih potreb, svojih čustev, odzivov in se samo spoznavamo, v bistvu opazujemo. In takrat lahko urediš ta odziv. In tudi veš točno, kdaj je meja, kdaj je dovolj, kdaj pričakuješ, kdaj si v žrtvi, ne? Ker gremo vse čez to pač. Ne? Nobena ni zdaj briljantno postavljena, ampak skozi so eni izzivi od zunaj in drugi odnosi, ki nas pahnejo v to, hvala Bogu. Ne? In potem prižgeš lučko. Aha, a sem zdaj v tisti zdravi ženski energiji, a sem padla v vlogo žrtve, ali pa na drugi strani, ne, ko pa se preveč razdamo, ne, potem pa ženska lahko postane bič, ne, mislim, tako dobesedno, tako, zdaj pa konec, odpiše vse po spisku, zdaj pa je čas zame, pustite me. Ampak a rabi biti bič takrat? Do neke mere ja, da se postavi. Ampak to je zelo tanka linija. Ker če bomo me ostale ta bič, bomo zaprle svoje srce. Exactly, ja. Ni več te ranljivosti, ni več povezanosti, vsi odnosi se posledično ohladijo. Ker smo pa me, ostanemo v stiku z ranljivostjo. V bistvu se samo postavimo, rečem, aha, zdaj sem tukaj, bič sem za tistih par minut, sam toliko, da zberem svojo energijo nazaj, odprem srce, grem v maternico. No, ampak to je zdaj modrost, ne? Ker tukaj je, jaz sem bila bič, pa ne samo za par minut, ne? Ampak po mojem je kar nekaj let, ne? V tem smislu. Ampak nisem dojela tega koncepta. Meni je bilo pismo, jaz moram biti bič zaradi tega, da imam postavljene meje, da me ljudje ne bojo izkoriščali. Nisem dojela tega, da v bistvu me je strah, ker sem ranljiva. In se prav spomnim, sem bila na enem tečaju, na eni delavnici, kjer je bilo vprašanje, kaj je tvoja največja skrivnost,
ki jo ne deliš z ostalimi, ki nočeš, da drugi izvejo. In je bilo to, da sem ranljiva. O moj bog! In pa sem zmeri začela gledati, aha, ona ženska, ki jo vidim tamle, pa ona, fak, ona je ranljiva, isto kot jaz. It's okay. In to mi je bil full game changer. Ja, to te v bistvu tako sprosti potem. Ja, ampak narava dela, ne vem, verjetno, mislim, sploh si ne predstavljam, da bi bilo dejansko z mojim otrokom kaj narobe, vse te zadeve, ali pa, ne vem, mamice, ki imajo kakšne izzive, ali zaradi poroda, ali zaradi kogarkoli. In že sama pri sebi, kaj meni ta mala ni spala, jaz sem se spraševala, odkot meni energija? Saj sem bila ka zombi, ampak še vseeno, odkot meni energija, ampak kar pride verjetno. Ja. Mislim, da ni osebe, ki ne bi doživela šok. Potem, ko rodiš navidezno zdravega otroka, pa ti povejo, da s tvojim otrokom ne bo vse v redu, da najbrž ne bo hodil, da najbrž ne bo govoril, da bo šel v razvojni oddelek, da ne bo nikoli samostojen. Mislim, sesuje se ti svet, ne? Da bo celo življenje odvisen od tebe. In pač tudi ti otroki pridejo z določenimi izzivi, kot je to nespanje. Ne? In v bistvu se ti vse ti predstave in vse nekako spremenijo, morajo se ti spremeniti, ker ne preživiš drugače. Moraš se sprijazniti počasi, hkrati tudi imeti upanje, kot imamo tudi mi zdaj to upanje, da bojo mogoče stvari za njega drugačne. Pa tudi moč, imam še enega otroka, nimam sam njega, imam še punčko, kaj treba tudi najti moč za njega. Kje takrat razmišljaš, da šla sama na vikend za sprostitev? Ampak je treba, se mi zdi, da ravno zato nama z možem tako lepo funkcionirajo stvari, ker si znava, dobro, on sploh, ampak recimo, da se jaz tudi učim vzeti, pa je to, ne vem, trenutek, da zadiham ali pa trenutek, da rečem, da jih dam spat, da pogledam neko brezvezno serijo, pa si odprem čips, pač stvari, ki me napolnejo, da se malo zresetiram, pa da najdem neko veselje v teh mehkih stvarih in to mi daje potem neko energijo za naprej. Kako si pa recimo handala vse te stvari, ne vem, v tistih prvih tednih, ki je bilo verjetno največ se je bilo treba prilagoditi na situacijo, videti kaj, kako, zakaj, na kakšen način. Kaj ti je takrat pomagalo? Ali si kar pač plavala s tokom, kakor je, samo da preživiš? Ja, bila sem v šoku najprej. Mislim, da pač ta šok je ful dober obrambni mehanizem, ker te res zaščiti, da nekaj časa mine, da v bistvu lahko sploh preživiš. Bila sem res otrpla, mislim, da se z možem par dni sploh pogovarjala nisva. Potem sva pa počasi, ne vem, začela, mislim, športala sem malo, pogovarjala sva se, predvsem pa videla sva ga, ker je bil že star 9 mesecev, ful je bil luškan. In to ta ljubezen, ki sva jo dobila od njega, naj je tudi dajala neko upanje, nič ga ne boli, ful je luškan, ni tako hudo, a ne, pač so še ostale redke bolezni, ki otroci umirjajo pred tvojimi očmi ali pa ki zgubljajo sposobnosti pred tvojimi očmi, ali pa ne vem, družina, ki zgubi očeta, a ne. Potem, ne vem, meni je malo pomagalo, da sem si tudi primerjala z hujšimi situacijami in potem ni bila naša situacija več tako huda. Ja, pa partner verjetno, da ti je v oporu, ne? Ja, da sva si bila v oporu, ja. Na drugi strani pa imamo recimo, ne vem, en star program, s katerim sem se jaz ukvarjala s svojim prednicam. Podzavesten program je bil, da jaz brez moškega bom umrla. Pa ne zaradi stvari, ki mi jih bo dal, ampak zaradi tega, ker ne bom mogla preživeti v tem smislu. In je bilo prav tako neverjetno, kako imam jaz ta program, če sem zmer bila samostojna, finančno, ampak še vedno je bil ta program, kao, ne, moraš imeti tipa, ker drugače bo vse narobe. Ja, moram ti priznati, da tudi jaz, na primer, po 11 letih greš narazen za partnerjem, ki živi z njim skupaj in si vsak dan z njim skupaj in tudi biznis smo imeli skupaj, torej mi, da smo bili res 24 ur na dan skupaj. In potem, ko greš po teh tolikih letih narazen, je prvo bilo valjda super, si sam, malo zadihaš, končno greš s prijateljicami ven, se imaš fajn, ampak potem pa tisti čas mine in začneš to pogrešati, zato ker ti si navajen. Mislim, jaz vem, da sem bila navajena in kako bom jaz zdaj sama. Celo življenje sem bila z partnerji, ne, skupaj, živela z njimi in zdaj pa naenkrat sem jaz sama, ne, pri 34 letih, kaj nazaj počnem, ne. In to se ti res življenje obrne na glavo in začeti znova in kaj bom zdaj počela in kaj. Jaz sem bila zgubljena, priznam, jaz sem rabila
meni se nam priznati nekje 2 leti, da sem jaz začela sama sebe razumeti, sem imeti rada, da sem prišla do neke točke, da je življenje eno in da ga moram uživati in izkoristiti maksimalno. In ko sem to spoznala, sem potem postala, se pravim, tako uspešna na vseh področjih, sem začela samo rast in sem res srečna, se pravim, mislim, jaz vedno pravim, da vse stvari se ti zgodijo z nekim razlogom, ne? Ker pač na vseh napakah se ljudje učimo in vsake napake boš nekaj pač najboljšega potegniti ven in jaz mislim, da sem naredila res najboljše. Je sigurno fajn, če imaš partner ob sebi, ki te razume, te spoštuje, te ima rad, ne? To še pride. To še pride, ja. Ampak jaz pravim, pač, jaz sem res naredila to, kar sem hotela in samo tista pika na i še manjka, če bo prišel pravi partner in še kakšen dojenček in bo to, no. In bo potem moje življenje res popolno. Ja, zdaj si že kar napisala. Ja. Pa boš pa videla, ko boš dobila vse to, pa boš mami, Ne, ni nujno, ne, ta popolnost. Prav dan smo že govorili o tem, ne. Oni, ki so samski, gledajo oni, ki so partnerjem, oni, ki so pa gledajo oni, ki so samske. Jaz gledam mojo sestrično, ona ima 2 otroka, ne, smo sosede. In ona vedno meni pravi, Karmen, ne me otrok, ker je tako fajn, jaz ko te gledam, ti zavidam, ne, ker ona pa zdaj 2 mala in normalno, ne. Ampak se veš, vse posod so neke stvari, ki pač prinesejo, ne, tako da jaz mislim, da že to... Takrat pa ti uskočiš kot mamica, da domestna mala, veš. Jaz sem tak rada otroke, tako da ni problema, gledaj, tako da otroci ima mene, tako da če rabiš da varstvo, evo sem tukaj. Ja, odlično, bom premislila. No, vredo. Ne vem, a meni se zdi, da nisem videla ograje okrog tvojega bazena, tako da pri tebi zihne. Samo bomo imeli rokavčke. Ti zelo razumeš to metafizično zadevo, pa tako meni je ful blizu ta polarnost v tem smislu. Videla sem že dosti žensk, ki so šle iz ene skrajnosti v drugo. In šele pol so se uravnovesile v tem smislu. Se pravi, so bile dosti časa v tej žrtveni vlogi, kjer so dejansko vzluno, ne, pa se jim je pa odprl, pa so pa šle čisto drugo stran. In šele pol nekje so najdle balans. Misliš, da je to pot, ki jo moramo narediti? Včasih ja, da spoznamo sebe, ne? Pa svojo energijo, kako deluje. Ampak modro pa je, da če ni treba, ne gremo v tej skrajnosti, ker to izčrpa našo energijo. Definitivno. Ampak kar je recimo izziv, da ne bom rekla problem, vse tega nam nihče ni povedal. Ne? Zdaj se več govori o tem. Ampak jaz se spomnim sebe, recimo, kot najstnice. Tam 15 let, punčka z dolgimi, valovitimi lasmi, odraščala v žensko počasi. Potem pri 16 se mi je pa odpulilo. Iz tistih dolgih las, takšne lase, pankič, oranžne, bulerje, vojaški nahrbtnik, vojaška jakna in sem bila 5 let fantek. In moji sestri je rekla, enkrat so šolka vprašala, a to je tvoja sestra, tisti fantek? Takrat sem se zamislila in sem bila v totalno moški energiji. Ne? In takrat smo bili, recimo gimnazijci, smo bili znani po tem, rockerji, punkerji, malo drugačni. Ne? Na ekonomskem so pa bile urejene, ženstvene in tako. Ne? Jaz sem bila tam. Jaz sem imela že službo takrat. Čakaj, katero gimnazijo si hodila? Ptujska. Ha? Na Ptuj. Nekaj časa v Maribor, potem pa na Ptuj. Ja, tam ste bili taki. Ja, tam je bil Ptuj stok in to v tistih cajtih, to je bilo čist. In ja, posel se nekega jutra zbudim, čakaj malo, ne. Mi pa to več ni bilo cool, ne, in potem lasje nazaj sem tja in potem sem začela delati z ženskami in zdaj sem recimo več kot 10 let delala ekstremno na ženski energiji. Ampak meni je to noro. In sem se malo zgubila, veš. In sem se zgubila, zdaj ka vidim, da nimam meje, da nimam postavljene moške energije. Da rabim pa zdaj to postavljati spet. Zdaj pa boš v balansu. Zdaj bom v balansu, ampak ne bom šla v skrajnost moške energije, ampak se zavedam, ne, saj vse v nas. Steber, Dumaj, hrbtenica, Jank kanal,
dihanje sončka, usklajevanje z ritmi narave, ne, da se postavim in da v bistvu delujem tudi iz teh zdravih mej. To je zdaj moj izziv, recimo. Ker sem bila res ekstremno ženstvena in ta kairos čas, ne, ko samo si in uživaš in nimaš good for strukture. business, a? Nimaš strukture. In tu me je pol udarilo. Ne moš imeti svojega biznisa. In zdaj sem res prišla Darja, skuliraj se, postavi to strukturo do take zdrave meje, da šla, ko se je skupaj vozila. Ja, meni je bilo to ful zanimivo. Jaz imam pa dosti moške energije za to strukturo, odločnost, tak. Jaz tudi. Tle nimam težav v tem smislu. Se pa moram učiti nežnosti, ženskosti in imam ravno zdaj te izzive. A ne? Lej, se ti lahko eno zadevo poveš na bolj ljubeč način, ono, tretje. In pol jaz ne, meni bo to ful energije pobrali, to nisem jaz. V tem smislu, ampak vidim, da se je treba učiti, ampak se spomnim recimo zdaj to, kar si rekla, za biznis pa to. Pri enem projektu, knjiga je bila projekt, zelo malo zadev sta mogla uskladiti, ne vem, prevajalka pa slikarka. Obe dve noro v ženski energiji. In jaz sem zamujala na sestanek, ker sem bila nekje drugje, ne vem, 2 uri v tem smislu. In jaz sem mislila, zdaj bom jaz prišla na sestanek, ona dve sta se že vse zmenile. Prijem jaz na sestanek, nič se nista zmenile. Nič se nista zmenile, ker sta samo klepetale pa filozofirale. Jaz sem prišla tja, v 30 sekundah je bilo jasen. To bo, tako. V redu, spijemo, plačam, gremo. In mislim, zame to definitivno je izziv v tem smislu. Biti v ženski energiji, zavedati se svojih mej, pa preklapljati to, kdaj rabiš. Ker na koncu koncev, pismo živimo pa v moškem svetu. Ja, še vedno. Čeprav se zdaj smo tam, kjer se bo začelo to balansirati. A si ti kdaj razmišljala v tej smislu? Jaz sem večkrat pomislila, priznam. Si gospodinja. Ampak paziti to, pa so plusi. Veš imaš cajt, lepo z ljubeznijo v svojem miru narediš kosil. Lepo meditativno zložiš obleke, daš noter, neobremenjen. Meni se je to zdaj včasih grozno, ampak zdaj pa pomislim, pismo tudi je umetnost v tem. Se je, ampak jaz na primer nisem taki tip človeka, ne, pač jaz nimam nič proti temu, cenim te ženske, vsaka čast, ampak jaz pač nisem ženska, ki bi bila doma in kuhala, spravljala, prala perilo, ampak jaz sem tudi to naredim, da ne zamislim, da jaz tega sploh ne delam. Ampak pač jaz sem businesswoman, poslovna ženska, ki rada hodi okoli, razumeš, ne hodi okoli, po sestankih, na večerje, na sestanke, na kosilo, te stvari. Ampak gledaj, nikoli pa ne reci nikoli. Tudi lahko se zgodi, da bo se pri meni to spremenilo, če bo prišla družina, otrok. You never know. You never know, zato nikoli ne reci nikoli. Mogoče bom jaz tudi šla totalni preobrat, pa bom jaz na koncu gospodinja doma skrbela za otroka, kuhala možu, ne, ampak ne, tako da, gledaj. Sam je cool, da je v tem state of mindu, ker je v bistvu ono odprto. Lahko se zgodi karkoli se dejansko. Saj gremo čez različne cikle, čez različne energijske faze v bistvu. Lahko je nek 10-letni cikel tako, pa se obrne, pa je nekaj čist drugega in rečemo, wow, kaj to, zdaj ne poznam se take. Ja, jaz ti res privoščim naziv Slovenka leta po vsem tem, kar si dala čez, ne? Tudi jaz sem. Ja, res. Držimo pesti. Če si to zasluži, si ti, ne? Ja, zdaj je čas zate, a veš, v tem smislu. Jaz sem pa lih razmišljala, že preden sem imela otroka, jaz sem drugač raziskovalka in sem zelo imela tako karierno bila usmerjena in sem se prav razmišljala, preden sem imela otroka, kako bom zdaj jaz to oboje balansirala. Nekaj časa sem delala tudi na Stanfordu v Ameriki in sem tako, kako bom zdaj jaz to oboje. In pol ženska ima lahko oboje. Zakaj ne more imeti ženska oboje? In v bistvu tudi zdaj, ko pač imam tega fantka, za katerega res treba skrbeti in so stalno ga je treba peljati na terapije, pa ima tudi obiske pri zdravniku, pa je treba veliko delati z njim. In tudi se mi zdi, da kljub temu, da bi lahko bila doma, meni država financira, da bi lahko dobila to nego za njega, da bi ostala doma, se mi zdi, da tudi rabim jaz to za sebe, da rabim tudi ta del hraniti, ker sem ga, še preden sem dobila otroke, delala na svoji karieri. In se mi zdi, če bi se temu odpovedala, bi se kada bi se svojemu delu odpovedala. In se mi zdi tako pomemben za sebe, da to ohranjam, da to peljem.
bova že nekaka, ne? In tudi otroci se mi ne zdi, da bi bili zdaj neki zelo prikrajšani. Bi bili bolj prikrajšani, če bi se temu delu Zato, ker to tebe polni, a ne? Se pravi, biti dobra mama, kadar je mama dobro, a ne, v tem smislu. Ful se mi zdi, da je pomembno to zavedanje, ker mene je to pripeljalo pa do tega, da ne obsojam. Ok, to je tvoja pot kul, lej, nič ne obsojam, to je tvoja pot kul in dejansko zdaj na drugačen način tudi cenim ženske, ki so v bistvu doma. Prej so se mi zdele sponzorše, a veš, v tem smislu. Moški, ne, jaz bom pa lepo doma, pa ne vem, karkoli. Ampak je včasih veliko težje biti doma. Ja, tako da Se strinjam. nič ne obsojam, čist Eno nič. in isto, mislim, mene bi to ubil. Jaz se rečem svaka čas ženskam, ki si izberejo to pot, jaz to ne bi mogla. Ne? Se pa spomnim, da sem imela tako, jaz imam gospo, ki mi vsake tuk cajta pride, pa mi počisti okna, pa tla, pa take zadeve, skratka pomoč. A ne? In preden sem se za to odločila, sem imela ful sem imela eno prepričanje, da če si bom pa to omogočila, to pa pomeni, da jaz nisem ta prava ženska. V tem smislu, Pride slaba vest in krivda. Ne? slaba, ne, to se pa, ne, v tem smislu. Pa sem si pa naredila kalkulacijo, lej, denar, ki ga dam njej, cajt, lahko jaz delam nekaj drugega in bo kalkulacija, Ali pa ne. več časa z otroci, z možem preživiš. Ne? Ja. In mi je bilo ono, lej, kul. In ja, to me je v bistvu pol tako zelo odprlo. Ker prej je to nekaj čisto normalnega, ne? A ti si zdaj v tej fazi? Ker razmišljam o Ti tem. se moraš malo z mano družiti. Z veseljem. Ok, bomo naredili eno srečanje. Ja, boš tako imela. To se mi dogaja zdaj zadnje leto, ker ne zmorem več. Okay. Tumač je. Ja, itak. Ne? Ampak ti imaš tukaj znanja, ki ga res moraš dati naprej. Ampak rabim. Ne? In zdaj, lani smo naredili Akademijo za naravno pot, ne? In to je zdaj ful intenzivno, vedno več je povpraševanja po astrologiji. Ne? To je noro zdaj v teh cajtih. Astrologija je top. Zdaj še to. Ej, a ti imaš natalno karto narejeno? Ne? Pa jaz bom tebe popeljala v nov svet. V nov Ja, svet. lani mi je naredila takrat mi je naredila, ko sem prišla iz šova, mi je naredila to astrološko karto in mi je točno napovedala to, kar se mi je potem dogajalo. No. Dober, sam to ni napovedovanje. Ne, napovedane pač. To je bolj luno, da veš. Ne vedeževanje, ampak astrologija. Ne, pač, in točno tako je rekla. In tudi zdaj smo imela v tem šovu Vražje dame, so mi tudi povedali, kao za ljubezen. Ne. Ja. Kao pač. Kaj pa je? Ne bom več. Ne. Nas se zgodi, še dobro. Karmen, še enkrat, nič ne obsojam. Je pa res, da klepetovi strokovnjaki so naredili en krasen, vse tukaj imamo tudi čas, pa vemo, da je treba se samo negovati. Skratka, krasen hormonski program za celično pomlajevanje, ki ni instanten, nažalost, traja veliko cajta, da začne delovati, ampak deluje pa res na dolg način in deluje na tašne, na celični nivo, na hormonski nivo, notri je dejansko prehransko dopolnilo, ki je en del te sestavljanke, drugi deli sestavljanke pa so ta prave navade, ta prav mindset, ta prava prehrana bazna in kad daš to vse skupaj, dejansko dobiš efekt ven pomlajevanje na celični hormonski ravni, za katerega dlje cajta traja. Notri tukaj pomagajo tudi adaptogeni in to so šisandra, ašvaganda, čaga in pa transrezervatrol, torej najboljše iz ajurvede, sibirske fitomedicine in pa tradicionalne kitajske medicine. Ti zagotovo te adaptogene poznaš, a ne? To je, Ja. tudi polifenole, ampak je toliko različnih, na stotine, toliko imen, da vse si je malo težje zapomniti. Ampak dobra kombinacija, definitivno. Dejansko je ravno to tisto, ne, kar skušamo predati, da več je sestavljank. Ne. Se mi zdi, da ful ženska hoče nekaj narediti, ali se pomladiti, ali shujšati, ali karkoli, pa grejo pa sam na eno zadevo, v bistvu moraš pa cel lifestyle tukaj urediti. Ne. Točno to. Celovitost je ključna. Celovitost. Ja. Biti celovita. Se pravi, kaj smo danes ugotovili, je, da ženska je včasih čudovita mama, včasih je čarovnica, včasih je uno in tretje in pač treba se sprejeti v vseh obdobjih. Ti boš zdaj zvezda.
Ja, življenje včasih ne gre po načrtih. Ne? Jaz sem imela tudi svoje predstave, ko sem se poročila, dobila otroka, vse. Imela res močne predstave. Ne? In življenje včasih pač bere svojo pot. In treba se sprijazniti tudi, da je lahko tudi lepo takrat, ko misliš, da ni lepo. Recimo ena misel, ki je meni pomagala v obdobju, ko mi hči res ni spala in je bilo treba milijon zadev še narediti in tako naprej, je bilo minilo bo, v tem smislu, da je samo obdobje, kakor zavedanje, ok, minilo bo. This too shall pass. Ja, v tem smislu. Pa prav imela sem še en stavek tako, da jaz vendarle se odločam, ali grem v trpljenje zaradi tega, ali pa v bistvu si na nek drug način. Odločitev, to je ključno. Ločitev od, odločitev in ločitev od. Evo, krasno, najlepša hvala, drage dame, da ste bile danes z mano. Vsekakor se bomo še podružili, da te energije tako zmešamo, da bomo ven prišle same uravnovešene ženske na vseh nivojih. Tako da hvala lepa še enkrat in pa še kakšno informacijo več na klepetobkavi.si. Poglejte si tudi ostale ženske kroge, ki smo jih že posneli, vse različne pogovore. Zdaj takole vam bom povedala, več kot 7 milijonov spletnih ogledov je, tako da najdite nekaj, kar bo vas intrigiralo, kaj vas lahko odpre. Gostili smo že več kot 3000 različnih gostov, posneli več kot 4200 oddaj, tako da zagotovo najdete nekaj, kar bo prižgalo tisto iskro, da boste lahko šli naprej. Hvala lepa, drage dame. Hvala Tale tebi. Angelika, super, a ne? Ti je dobra? Ja, Bomo videli super. čez eno A ne, uro, da? kdaj prime. Pa se ni fora, da je dobra, fora je A še ni? perfektna.